Postavili ste nam vprašanje, ne, kateri avto je bolj dinamičen, ne? Ali stari originalni Mustang ali ta novi, ne? Pa bi rekel, da sta oba na svoj način, ne? Aha, se pravi, to je Mustang. Jaz bi rekel, da je. Mislim, da si zasluži to ime, da ni zloraba imena, ne? Takrat je FIA na dirkališčih državam dala barve. Italija rdeča, Anglija zelena in Amerika je dobila modro-belo. In pol se je pojavil avto z dvema črtama in pol je to dal Shelby takoj gor, pa Mustang gor, pa še Dodge. In od takrat naprej je to, ne vem, če ste opazili, ne? To imaš lahko na kitari, lahko imaš na torbi, lahko imaš na zvezku dve črti, a ne? In dve črti postaneta sinonim za hitrost. To je simbol hitrosti rato, ne? 4 novi Mustangi se sicer niso bahali z dvojno črto, pa vendar smo si vsi zbrani želeli, da bi jih čim prej pognali v galop. Električni pogon pač obeta novo dimenzijo hitrosti, tudi nov način soočenja s hitrostjo, s pospeški, z ovinki. Ja, ker adrenalinsko je to bilo, ja. Bodite pozorni, ker zdaj bo po športnem programu ful pospeša. Ne ga poriniti preveč, ne, lepo postopoma. In ga vlečete že v bistvu iz konca prve tretjine skozi cel ovink ven. Ko pride desni ovink, greš proti sredini, počakaš, da vidiš, da se odpre, potem pa v bistvu nastaviš desno, pogledaš in lahko začnemo zgodaj pospeševati. Takrat boste pa začutili, da bo avto v bistvu, ko bo pospeševal, bo počepnil od zadaj dol. Tu pritisneš na pedalko plina, ne, in avto gre. Elektrika z nič teže, tok skoč. Tok skoč. Se mi zdi en taki dober občutek, ko se je potegnilo, te tako prilepi na sedež. Je en taki občutek. Če bi sam zveral, bi si raje izbral 4x4 pogon, ker dosti lepše pospešuje. Bolj je umirjena vožnja, avto ni tako živčen, čutiš celotno avtomobil. Na novo obnovljenih primorskih ovinkih pa je bil čas, da nežni program Whisper zamenjamo za neukročeni vozni program. Kaj bo ima tisti Untamed? Umeten zvok. Hoteli so malo dati duše električnemu avtomobilu. Jekli duše v tem zvoku? Zdaj v primerjavi z onim bi rekla, da je malo manj duše v električnem. Premalo. Ja. Tako preveč enakomerno. Je rekla v primerjavi z onim. Tisti pa ima dušo. A bi lahko s svojimi besedami opisal to dušo? Čutiš od vibracij do vonja po slabem izgorevanju bencina, do hropenja motorja, ne. Tudi malo driftanja je bilo vmes. Ti se pa druga zverina. Tem ne rabi dodajati zvočnega efekta za motor. Električni Mustang ta efekt za motor ima. Ampak naši tokratni testni vozniki ocenjujejo, da ne gre samo za slušno zaznavanje. Ni Mustang. Ni Mustang. Ni Mustang. Zakaj ne? Pretih si. Pretih si. Pa se nekaj ima zvoka umetnega. Pretih si. Ni vibracije. Premalo. V8, ki zarohni, ga slišiš, pa čutiš, tega sam slišiš. Seveda, vibracije. Preveč umirjena vožnja je. Maselkarji morajo malo trest, morajo malo imeti nekaj življenja. Ne? Če so že dali nam Mustang kvazi zvok, bi nam dali še Mustang kvazi treslaje. Tako da zdaj ne vem, da se bo to z leti kaj popravilo, ne? Tako da dobi kakšne čričke sam avto, ne? Upamo, da ne. Smo v dobi, ko avtomobili lahko dobijo novi karakter kar prek interneta. In v Detroitu oziroma v Kölnu poslušajte, kaj bi bilo fajn, da bi nam, avtomobilskim dinozavrom, dali z vašo naslednjo programsko posodobitvijo. Želel bi si več.
mogoče še večji zvok. Poskušal sem nastavitve brez pa z, je občutna razlika, pohvalno Fordu, ampak mogoče si bi poskusil še bolj. Ne? Spravi, da bi bilo zvočnike da zvočnike bolj na glas, pa da bi, mogoče ideja, da bi bilo prestavljanje slišati. Sicer vem, da to je električno ali pa karkoli, ampak da bi bila neka zvočna kulisa tudi mogoče, da slišiš. Ne? To se želi stara garda, ne? Ja, to se želi stara garda, ne? No, različni vozniki imamo različne želje in tudi v našem uredništvu nismo složni, eni smo celo zelo navdušeni, da v Mustangu ne poslušamo tistega električnega cviljenja, četudi je to rahnenje zlagano in pretiho. Pa saj naša mnenja očitno niti ne štejejo kaj dosti, kajti tržne analize imajo očitno prav, ko pravijo, da prihajajo mladi z drugačnim pogledom. Če voziš ti električni avtomobil, se boš na baterijo, na zvok baterije, se boš slejko prej navadil. Te ne bo toliko zmotil sam zvok baterije. Vsaj boljš, kakor pa je zvočnikov. Tudi pri tem avtu čutiš. Mogoče si še bolj osredotočen na tem, kaj avto čutiš, če ne čutiš nepotrebnega ropota in tako. Dobra poanta. Pustimo zvok, povišajmo hitrost na 130, gremo na avtocesto in vključimo prediktivni tempomat. Tisti pametni, inteligentni tempomat, ki ne gledajo le vozilo okrog sebe, ampak tudi zakon. Zelo dobro, zelo dobro. Jaz sem spremljala znake, potem sem gledala na armaturo in pojemanje. Ne? In je sledilo. Ja. Posebej sem še bila pozorna na one svetlobne gor, ne? Me je zanimalo, bo ali ne bo. Je. Ampak, ja, spet ta ampak. Promet teče po svoje včasih, ne? Kako po svoje? Hitreje, kot smo mi vozili. Ja. Ja, pa se smo vozili najhitrejši, ker so omejitve dovoljevale. No, seveda, ja. Promet teče hitreje. Ja. Ker pač striktno upošteva omejitve, se treba kar umakniti čim prej. Ok, zaviranje in pospeševanje smo pohvalili. Kaj pa pogled levo-desno? Držite na pasu v sredini, zagrabi ga lepo, prime čez ovinek, zelo lepo ga popravlja, ni živčen. In zdaj sledi pozor, zapisano krepko. Asistenčni sistemi so samo asistence. Tako kot Tesla ne zna, tudi Mach-E še ne vozi samodejno. Zato naslednje Juretove besede vzemite kot opozorilo, česa ne smete. Možgan je nov, vklopiš, voziš, avto skrbi zate. Še enkrat, samo asistence so. Ampak prišel je zdaj čas, da nahranimo naše divje konje. Tamle ob strani, tlele noter, piše horsepower, ne, ker tukaj ga v bistvu konja nahraniš, ne. Če si včasih s konjem prišel pred lokala, ne, pa si ga privezal, tukaj ga tudi pravzaprav privežeš na elektriko, ampak še sočasno ga še nahraniš. Ne. Izlet smo začeli v Ljubljani, po avtocesti smo šli do Razdrtega, si tam večkrat privoščili dinamiko na Rebrnicah, nato smo šli dinamično skozi tunele na Predmejo, intervjuje pa smo posneli na placu v Črnem vrhu. Koliko električne slame so na tej poti pojedli naši konji, je izračunal Matej, ki se profesionalno ukvarja z računanjem stroškov logistike. 350 je bilo na začetku, zdaj je 200 km še ostalo dosega. Kakšna je pa poraba energije? 22 kWh na 100 km. Najmlajši testni voznik je bil tudi najbolj varčen. 19 kWh imam na 100 km. Pospeševanja pa hitrosti sem videl samo na 99%. Toda na našem testnem izletu nam je bilo pomembne nekaj drugega. Govori Simon, ki se ukvarja z davki. Koliko smo porabili? 58. 58. To je še Do tu. ostalo? Še 42, ja. Ja, v bistvu bi rekel, da nismo se ukvarjali, no se mogoče to en plus, ne? Nismo se ukvarjali veliko z baterijo, do zdaj pa s porabo. Normalno smo se pravili 130 po avtocesti. In tudi izven smo imeli priložnost tudi majčkeno pohoditi. Če greš gor v hrib, potem moraš slejko prej tudi dol. In veliko elektrike, ki smo jo porabili z našo dinamično gorsko vožnjo, smo vrnili v baterije pri spustih. A na tem mestu vseeno poudarimo, da sistem, ki avto zavira z rekuperacijo, ni tam samo zaradi ekologije, je še bolj zaradi udobja. Sem videl, da sam ne rabimo uporabljati samovore, ker me avtomobil sam lepo ustavlja. Ko smo se vozili navzdol, ne, recimo, če imaš malo previsoko hitrost pred zavojem, pa imaš malo zavirati, sicer pa
Praktično se lahko vse odvozi brez. Samo dodajaš, odvzemaš in Če se zdaj vrnemo k tistemu osnovnemu vprašanju, je električni Mach E pravi Mustang? No, je Mustang, ampak za današnje elektročase. Avtomobile uporabljamo bolj za, mogoče ne bi smelo biti tak, ampak prevoze od točke A do B, ne? In nekako take vožnje ne prakticiramo in je zaradi tega tudi nekako ne pogrešamo, bi rekel. No? Ja. In sej, roko na srce, tudi tistega pravega, originalnega Mustanga danes uporabljamo pretežno za drugačne namene. Tako kot je rekel Aleš, on je bolj za, da se malo považiš, da se po promenadi pelješ. V končni fazi pa vozniški užitki niso več toliko odvisni od samega avtomobila, ampak predvsem od tega, koliko časa si dovolimo ukrasti našemu natrpenemu vsakdanu. No, se jaz tudi marsikdaj, recimo, ko grem pač v službene poti, včasih tudi recimo zavijem na kako cesto, recimo Tuhinjska dolina je lepa. Dej še malo tako, tistega. ja, pač dolina Besnice je tudi. Krasna stvar. In tako kot vsak konj potrebuje galop, tudi električni Mach vsekakor potrebuje, da greste z njim vsakdaj pa kdaj na stranske ceste. Vendarle je Mustang. Za vaš naslednji klik predlagamo še eno zgodbo, ki vključuje starega Forda, še bistveno starejšega. Vaš naslednji izlet naj bo torej po Dolenjski.